Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v tokratni vroči temi na portalu domovina.je. Slovenija je v primežu stavk. Sodniki, kmetje in tudi zdravniki. Slednja je tudi najdaljša stavka v zgodovini samostojne Slovenije. Lep pozdrav sedaj želimo v našem studiu podpredsedniku sindikata Fides, gospodu Janošu Klimu. Lepo pozdravljeni, gospod doktor. Pozdravljeni gledalci, poslušalci. Gospod Klim, kako daleč ste s pogajanji? Lahko rečem, da smo tako daleč, kje smo bili že praktično pred enim letom. Imamo sklenjena 2 sporazuma, katerih vlada enostavno ne spoštuje, in tu smo se zataknili. Mi pričakujemo, da bo vlada svoje obveznosti izpolnila. Vlada pa hoče, da podpišemo 3. sporazum, in to brez kakršnihkoli jamstev, da se bo tega pa ravno držala. In to za nas ni sprejemljivo. Povabili smo tudi Ministrstvo za zdravje, da bi se soočili z vami. Sporočili so nam, da nam sogovornika ne morejo zagotoviti, lahko bi nam ga enkrat v prihodnje. To so nam sicer obljubili tudi prejšnji teden. Hvala lepa vseeno, da ste prišli, dr. Klim. Če greva sedaj k tem zahtevam, 2 podpisana že dogovora, ki se ne izvršujeta, to je priznal tudi državni sekretar na eni od komercialnih televizij, in sedaj, kot sami pravite, bi vlada rada podpisala z vami še 3., ki pa ne vemo, kaj bo prinesel. Morebiti pogled na razmere, preden spregovoriva o drugih točkah, razmere v slovenskem zdravstvu, kako bi jih ocenili? Razmere so slabe. Kar pa je še huje, se slabšajo naprej. Stvari, zakaj smo sploh šli v stavko? Mi hočemo ohraniti javno dostopno zdravstvo in hočemo preprečiti, da razpade. Hočemo preprečiti odhode zdravnikov in tudi drugega osebja iz zdravstva. Naši kolegi odhajajo, pa ne samo recimo v zasebno zdravstvo. Dogaja se pa celo, da odhajajo, zapuščajo poklic, kar je pa najhuje za prebivalstvo. Če zgubiš zdravnika v narekovajih, da odide v tako imenovani zasebni sektor, je še zmeraj zdravnik, ki ne nudi zdravniške storitve in zdravi ljudi. Če pa odide drugam, je v bistvu za paciente izgubljen. Tako da to so stvari, ki so nas privedle do tega, da treba je narediti korenito reformo. Na to opozarjamo že dolgo, in tudi ta 2 stavkovna sporazuma podpisana sta v bistvu rezultat tega, da hočemo spremembe. Zdaj mi smo svoje opravili delo, in zdaj nismo imeli druge možnosti, kot da prisilimo vlado, da končno začne se ukvarjati z zdravstvom, za katerega je rekla, da je prioriteta, kot to, da žal stavkamo. Videli smo od začetka nastopa te vlade, obljubljala je številne reforme, tudi zdravstveno, veliko se je govorilo o njej, dobili smo zgolj to, da se je menjal minister po relativno kratkem času. Zdi se mi, da so tam vrata kar na prepihu na Ministrstvo za zdravje. Gospod Klim, gotovo to nekako ni neka dobra popotnica za razrešitev nastalih problemov. Teh problemov je zelo veliko in denimo nekateri mediji so v teh dneh celo ponudili naslove, češ, da zdravniki s tem, ko tako dolgo stavkate, zavračate ureditev javnega zdravstva. To vsekakor ni res in ne drži. Zdaj, kako se vlada loteva reševanja zdravstva? Rekli smo, da je za njo zdravstvo prioriteta. V okviru te prioritete naj bi bila prioriteta osnovno zdravstvo. Vemo, da je zelo veliko naših državljanov brez izbranega osebnega zdravnika. In bil je program nagrajevanja prekomernih obremenitev v osnovnem zdravstvu. In kako se vlada loteva tega problema in kako ceni naše delo. To vam bom povedal na primeru pravilnika o nagrajevanju prekomernih
obremenitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu Slovenije 7. februarja, v katerem se v bistvu program, ki je prej nagrajeval preseganje glavarine, kurativnih storitev in preventive. To pomeni, da je nagrajeval delo. Sedanji pa je ukinil nagrajevanje kurative in preventive. Zdravnik naj bi bil nagrajen samo za preseganje glavarine. To pomeni, da za vlado ni pomembno, ali jaz za vas nekaj naredim, ampak samo to, da vi mene imate na papirju. Mislim, da to ni prava pot in to ni reševanje v smislu rešitev, ki bodo v bodoče prinesle boljšo oskrbo državljanov. Precej gneva se je v minulih dneh tudi strani večinskih medijev zgrnilo na vas, zdravnike. Tudi številne zgodbe so prišle v javnost, češ kako nevestni ste pri svojem delu in podobno. Gotovo gre za nek tihi pritisk na zdravnike, da bi prenehali stavkati. Verjetno je to oblika pritiska na nas. Ti pritiski se vršijo tudi, bi rekel, tudi v miroljubnem obdobju. Zato še ena od stvari, ki so zapisane v teh sporazumih, ki jih imamo z vlado, je ravno to, da je tam vlada priznala, da zdravniki nismo krivi za slabo stanje zdravstvenega varstva. To je vlada priznala v tem sporazumu, ampak ponovno zdaj, ko stavkamo, poskuša nas nekako narediti za krivce, pa ljudi brez etike, pa nečloveške. Zdaj, verjetno, kaj ljudje pričakujejo od nas? Seveda, zagotovo strokovnost, ampak pričakujejo tudi od nas, da smo človeški. Obenem pa nekako hočejo nam dokazati, da nismo človeški, da nimamo radi svojega poklica, da nam ni mar za paciente in to nikakor ni res. Nam je še kako mar za pacienta radi delamo. Žal ne moremo drugače trenutno pritisniti na odločevalce in na vlado, ki je odgovorna za sistem zdravstva, kot to, da stavkamo. Precej vroče krvi povzročajo umiki soglasij za nadurno delo. S 1. marcem bodo ti začeli veljati, kar nekaj je teh. Morebiti najprej imate kakšen podatek, koliko je sedaj teh umikov soglasij in kaj to pomeni za paciente v prihodnje? Mi točnih številk nimamo, ker ti umiki soglasij so pravica vsakega zdravnika posameznega, tako kot vsakega državljana v Republiki Sloveniji. Delo po zakonu o delovnih razmerjih je 40 ur tedensko, mi imamo dodatno plus 8, kjer delodajalec ne potrebuje soglasja. Vse nad to je tako kot za druge državljane, potrebuje soglasje, morajo dati soglasje, da se jih obremeni dodatno. In v primeru zdravnikov ravno to, ker nas je premalo, je kar precejšnje število zdravnikov dela mnogo več, kot bi bilo potrebno. In tu ponovno pride do takšne absurdne situacije. Nekdo dela ogromno in to dela, zdravi ljudi in nudi svoje usluge, zato tudi zasluži denar in potem se ga označi kot zaslužkarja. Tu ne govorim o tako imenovanih dvoživkah, ki je še dodatna težava, s katero se nas označa oziroma izraz, ampak že ti, ki delajo veliko več, kot bi bilo treba, se jim pove zaslužkarji, ko pa umaknejo soglasje, ko rečejo, dost imam, ne morem, ne gre, ne bo šlo več, potem pa je zdaj problem v kontrasmer. Pa zdaj si nečloveški, pa pacienti te potrebujo, ti pa zdaj ne boš delal prekomerno. To ne gre. Doktor Klim, vse pa vseeno skrbi, kako bo po 1. marcu. Ali bomo dobili tisto nujno medicinsko oskrbo, ki jo bomo morebiti potrebovali zaradi takšne ali drugačne situacije. Tudi številne skrbi, kako bo v prihodnje, kako bo v tem s čakalnimi vrstami. Številne operacije so bile odpovedane, številni pregledi so bili prestavljeni. Ne vemo, na kateri čas, na kakšen čas. To bo gotovo povzročilo dodaten kaos v slovenskem zdravstvu.
Zdaj, verjetno ste tudi slišali direktorja celjske bolnišnice. On je dobro razložil. Šlo se bo po principu urgence, to pomeni zagotovo vse, kar je nujno, bo oskrbljeno. Ampak to pomeni, da potem žal bodo v drugih sektorjih ali pa delih, ambulantnem delu ali v hospitalnem, bo prihajalo do motenj. To zagotovo. Zdaj, koliko časa bo to trajalo, če bi bilo to odvisno samo od nas, saj mi smo vladi, z vlado se pogajamo že od leta 2022, ne? Pa nismo prišli kaj prav dosti naprej. Ne? In zdaj smo tu, kjer smo, in zdaj na potezi vlada, ampak ne more biti to taka poteza neka rokohitrska in recimo, vem, da hočejo zagotoviti nekaj za prebivalce, ampak to ni pot. Imajo škarje in platno v rokah in bi se lahko z nami dogovorili zelo na hitro, samo da bi spoštovali to, kar je že dogovorjeno. Tako da verjetno je to vprašanje za vlado. Kdaj bo končno sprejela odločitev, da je dejansko zdravstvo za njo prioriteta in je treba stvar urediti in jo urediti hitro. Želeli smo seveda, kot smo dejali v začetku oddaje, to vprašati predstavnika vlade, ki ga danes ni tukaj, namreč upravičili so se, da nam sogovornika ne morejo zagotoviti. Doktor Janoš Klim, ko ste govorili o vladi, morebiti ob tem spomniva na pravilnik, ki je bil v ponedeljek predstavljen, in v sindikatu Fides ste precej kritični do ukrepov, ki jih je vlada sprejela za zagotovitev medicinske oskrbe po 1. marcu, ko bodo začeli veljati umiki soglasij. Opozorili ste, da nekatere zadeve znotraj teh ukrepov ne morejo biti izpeljane. Zakaj? Eni ukrepi bodo težko izpeljani že tako fizično, ker če greš v turnusno delo, ne, pomeni, da potrebuješ približno za 1/3 več osebja in zdaj v trenutku, ko ga nimaš, boš to težko naredil. Tako da, če bi imeli mi zadosti zdravnikov, tudi drugega kadra, potem veliko dežurnih, veliko nadur, ki so zdaj, ki jih opravljamo, je samo zaradi tega, ker ni zdravnikov. In to pomeni, zdaj, če greš ti v turnusno delo, odkot boš to vzel? To v praksi bo privedlo dejansko do tega, da recimo, da je en majhen oddelek, ki zagotavlja seveda zdravljenje v hospitalu, potem nujno pomoč pa ambulanto, in da so tam 3 zdravniki, če se jih razporedi zdaj enega zjutraj, enega popoldne, enega po noči, potem vse te dejavnosti bodo tako ali drugače okrnjene. To je ena stvar, čisto praktična. Ne vem, odkot bodo vzeli ljudi. Druga je pa recimo določene stvari stalna pripravljenost. Glede stalne pripravljenosti, brez soglasja zdravnika tudi ne morejo nas kar razpisati v stalno pripravljenost. Tako da, če pa smo umaknili soglasja, to pomeni, da tega soglasja nimajo. Tako da je to spet ena stvar, ki pač ne vem, kako jo bodo izpeljali. Razen, če bodo kršili zakonodajo ali bodo sprejeli nek interventni zakon po nujnem postopku, ki bodo zakonodajo glede nas spremenili, tako da nas bodo... Ampak to bo privedlo do prisilnega dela in tu potem verjetno ne bo heca, ker mislim, da si Slovenija tega ne more privoščiti. Naši politiki velikokrat rečejo, Slovenija je jedrna država Evropske unije. Ne poznam jedrne države v Evropski uniji, ki bi tako reševala problematiko zdravstva, kot se pri nas to rešuje ali pa v bistvu ne rešuje. Gospod podpredsednik sindikata Fides, Janoš Klim, videli smo pogajanja, ki se nekako ne prestavijo z neke mrtve točke. Res, da ste se tako ena kot druga stran nekoliko umaknili.
pa vseeno je pa nekoliko nenavadno, da vidimo pogajanja brez ministrice za zdravje, da vidimo sejo vlade, na kateri odločajo o zakonu oziroma o ukrepih, ki bodo veljali po 1. marcu brez ministrice, nato ta dan kasneje stopi pred medije v 3-minutni izjavi brez možnosti novinarskih vprašanj. Zdi se mi, da je precej mačehovski odnos aktualne oblasti do zdravstva. Na podoben način opozarjajo tudi kmetje, češ, da ni pogovorov, da nimajo sogovornika. Podobno poudarjajo sodniki, kjer so ustavni sodniki sprejeli, da se plače sodnikom morajo povečati, država pa to odločitev nekako negira. Zdi se, da je nek dialog med vami in tistimi, ki odločajo na drugi strani, popolnoma zamrl. Se motim? Ja, tako je. Dialoga ni. Za dialog morata biti dve strani. Mi ocenjujemo, da smo že veliko vladi popustili, dali ogromno časa. Vlada je sama kršila roke, ki si jih sama zastavlja. Je bil 1.4. lansko leto, potem je bil 30.6. lansko leto, potem je bil 1.1. leta 2024. Zdaj pa vlada ponuja 1.1. leta 2025, ob tem noče sprejeti kakršnih koli jamstev, da se bo to zgodilo. Zakaj nas se prikazuje, da nočemo popuščati in postavljamo vlado pred zid? Izkušnje imamo žal take. In zdaj vse, kar mi zahtevamo, da če bomo prišli do nekega sporazuma, mora biti tak, da bo izvršljiv. Ne, da bomo nekaj mi zdaj spet podpisali, kar se bo mogoče zgodilo ali ne. In žal s to vlado imamo slabe izkušnje in zaradi tega smo tukaj, smo. Slišali smo tudi očitke, češ, da je v Sloveniji drugače upravljena oziroma izvedena stavka, kot je to v drugih evropskih državah. Imate kakšno primerjavo, kako je s stavkami drugod po Evropi podobnimi? Verjetno res izstopamo, ampak izstopamo v smislu, da naša stavka je, naj se še tako slabo sliši, kar blaga v primerjavi s tem, kar se dogaja v drugih državah. To beremo v medijih, ampak tudi včeraj nas je obiskal predstavnik Evropske federacije zaposlenih zdravnikov, ki je jasno povedal, kako recimo on je Francoz, kako v Franciji stavkajo zdravniki. In to sem jaz tudi videl leta 2024 v decembru, ko sem bil slučajno v Franciji. Njih enostavno ni na delovnem mestu. Takrat so ravno stavkali zdravniki primarnega osnovnega zdravstva, njih pač ni bilo. Ambulante so bile zaprte in ljudje so hodili v bolnice, na urgentno oddelko, pač jih ni. In tako je tudi, recimo, je bila stavka med božičnimi prazniki in novim letom. V ta zadnjem obdobju je bila v Nemčiji, podobno je potekala. Tako da marsikje drugje v državah tako imenovane stare demokracije, ker so navajeni, da stavka je pa zakonsko dopustna motnja sistema, se stvari tako odvijajo. Tako da seveda potem je taka stavka tudi dosti bolj efektivna in mogoče tudi zaradi tega mi moramo zdaj stavkati tedne in ne vemo, koliko časa bo treba. Verjetno je takrat večji pritisk na vlado, da nekaj se dogovori. Verjamete v dogovor? Glede na to, kar ste videli v preteklosti. Trenutno ne. Seveda smo pripravljeni, saj nam ni stavka nekaj, ki nam ugaja, ker je za nas lahko in ki nam je cilj sam v sebi. Nam je cilj to, da dosežemo spremembe. In se tudi zavedamo, da te spremembe ne bodo se zgodile v enem dnevu, smo realisti, ampak morajo pa se zgoditi. In tukaj, dokler ne bo vlada spoznala, da ne gre drugače, če hočemo imeti zdravstvo tako,
kot to pričakujejo državljani Republike Slovenije, potem mora začeti ukrepati tako, kot je treba. Recimo, kako se stvari lotiš pri tem pomanjkanju zdravnikov, ki je v Sloveniji. Recimo, problem je s pomanjkanjem zdravnikov drugega kadra tudi po Evropi. Ampak kako se tam lotevajo? Recimo Danska na Poljskem, kako so novačili zdravnike. Oni naredijo tečaj jezikovni na Poljskem, blizu teh zdravnikov. Pol leta traja. Potem, ko jih povabijo k sebi in ponudijo stanovanja, ponudijo jim nepovratna sredstva, nekako za njih poskrbijo. Kako se pri nas lotimo? Pri nas rečemo, da bomo jih tako privabili, da bomo znižali nivo znanja jezika in to je vse. Tako ne moreš, nisi konkurenčen in to ne bo šlo. Jaz sem tujec in ko sem prišel v Slovenijo, si nisem predstavljal, da bi jaz recimo delal s pacienti, pa da se ne bi razumeli. Je nevarno. In to, če rečemo, da zdravnik mora razumeti pacienta, to je ravno to. To ne zato, da bi mi radi, ker se tudi nam očitalo, da zdravništvo slovensko noče dopustiti, da pridejo zdravniki iz tujine in zahteva visoko znanje jezika. Moramo se vprašati, kaj hočemo in kaj je varno. Tudi dejansko ravno to, ko se eden od ukrepov, ki ravno to povečevanje glavarine. Mi očitno v Sloveniji je tako, radi imamo, da na papirju vse lepo in prav. In mi bi zdaj povečali število pacientov na zdravnika in potem bi rekli, zdaj imamo super, vsak ima svojega zdravnika, noben se ne vpraša, kakšno dostopnost ima do njega, kaj mu ta zdravnik lahko nudi in koliko časa bo imel za njega. To so take stvari, ki ne morejo biti enostavno, ker ravno to doživljamo, da bom jaz imel recimo potem za pacienta 3 minute in če se karkoli bo zgodilo, se me potem bo takoj reklo, da je to zdravniška napaka in potem se nihče ne bo vprašal, a sem jaz imel časa in nisem imel časa. A sem bil utrujen, ker sem imel toliko obravnav in nisem. Ali pa recimo se zgodi, da dobimo, ne vem, včasih smo maile, pa zdaj imamo portal, da dobimo 50-60 mailov in že samo prebrati to potrebuješ za to čas, kaj pa še odgovoriti. In potem se pričakuje, da to bomo vse zmogli in sporočilo je tudi tega, da dejansko nismo vse mogočni. Ravno to, če se od nas pričakuje, da smo človeški, je treba nam priznati, da smo mi tudi ljudje in ne moramo iti preko vseh obremenitev, ker tako ne gre. Nekaj časa zdržiš, ne more to biti leta in potem desetletja, z perspektivo, da se to samo še slabša. Ker če bi človek imel neko upanje, da boš stisnil zobe in boš, ne vem, 3-5 let počakal, pa se bo stvar uredila, potem bi še nekako stisnil. Ampak mi stiskamo že, v bistvu smo že ožeti ko neke limone. In tako ne gre več naprej? Ne, žal ne gre. Podpredsednik sindikata Fides, gospod Janoš Klim, iskrena hvala, ker ste prišli v naš studio. Želim vam vse dobro in seveda uspešna pogajanja še naprej. Tudi vam hvala za to, da smo lahko povedali, kako mi vidimo stvari, pa upam, da bo prevladal razum in da bomo nekako na koncu vsi imeli zgodbo tako, da bomo zadovoljni. Tega si želimo tudi mi. Vse dobro. Hvala. In sedaj se selimo v zdravstveni dom Kamnik. Lepo zdrav sedaj želimo direktorju tega doma, doktorju Sašo Rebolju. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Doktor Sašo Rebolj, koliko zdravnikov je umaknilo soglasje za nadurno delo v vašem zdravstvenem domu in kakšne so razmere? Ja, pri nas s tem dejansko nismo imeli posebnih težav. Veliko ljudi niti soglasje recimo za delo pri drugem delodajalcu niti niso imeli. Zdravniki pa tudi večinoma niso opravljali toliko nadur, da bi dejansko za to imeli še kakšno posebno soglasje. Tisti, ki pa so, jih pa niso umaknili, tako da pri nas za zagotavljanje zdravstvenega varstva v bistvu nimamo posebnih težav.
Kot ste dejali, se pri vas torej ne poznajo ti umiki soglasij za nadurno delo, vseeno pa lahko pričakujemo kakšne težave? Stavka zdaj traja že toliko časa, da praktično ni niti možno več odlagati. Tle je vsem primarno zdravstvo, vsem pacienti slej ko prej pregled potrebujejo. Tako da tako rekoč ni takih pacientov, ki bi jih lahko še vedno, odlagali ali pa prestavljali v neke njihove termine. Tako da lahko rečem, da kljub temu, da je stavka, delo v veliki meri poteka normalno. Kako pa bo torej z delom po 1. marcu v vašem zdravstvenem domu? Kar zadeva zdravstveni dom, se ne bo zgodilo v bistvu nič dramatičnega. Mislim, da bojo veliko več težav imele bolnišnice, kjer posamezni programi temeljijo na tem, da pa zdravniki opravljajo velike količine nadurnega dela. Pri nas je vsem organizacija dela drugačna, tako da to mislim, da nam ne bo predstavljalo posebnih težav. Kako pa kot zdravnik gledate na potek pogajanj? Jaz mislim, da je razmere v zdravstvu so v vsakem primeru take, da so potrebne urejanja. Tukaj ne govorim seveda samo za zdravnike, tukaj so še bistveno kadri, ki so še bistveno na slabšem, tukaj mislim predvsem na srednje medicinske sestre. Tako da jaz mislim, da tukaj je obvezno, da se to poskrbi, da se vse te deležnike v zdravstvu nekako vključi v te pogovore. Predvsem je pa treba dolgoročno zagotoviti, oziroma najprej prešteti, kakšne bojo kadrovske potrebe, koliko posameznih kadrov se bo potrebovalo, da se jih bo lahko to tudi planiralo in potem predvsem osebi zagotoviti normalne delovne pogoje, tudi vključno s tem, koliko časa morajo prebiti na delu, da zdravstveni programi tečejo normalno. Jaz mislim, da je predvsem to bistvo, da ni višina plače osnovna težava v zdravstvu. V preteklosti smo videli že veliko obljub na račun zdravstva, takšne in drugačne reforme, do vsega tega ni prišlo. Kako gledate na vse skupaj? Jaz ne zavidam predvsem nobenemu ministru za zdravje, nobenemu sekretarju in nobenemu zaposlenemu, ne glede na to, v kateri vladi so se nahajali. Jaz mislim, da je to obupno zahtevna naloga postala in vsakič, ko se nekaj ne uredi, se to še poslabša. Vsaka stvar, ki olajša ali delo ali neke razmere enemu delu ali enemu profilu kadra ali pa pacientom, vedno se to vpliva tudi na ta drugega. Kaj je tisto, kar nekomu izboljšamo, se nekomu poslabša. Jaz mislim, da predvsem bomo potrebovali verjetno enega zelo karizmatičnega voditelja, da bo uspel prepričati obe strani, da se bo stisnili zobe za neko prehodno obdobje in da se bo to uredilo. Trenutno smo pa zelo taki, da ne rečem težki situaciji. Jaz mislim, da ni slabo poskrbljeno za paciente. Je pa res, da cel zdravstveni sistem deluje predvsem zaradi tega entuziazma zaposlenih, pa do neke mere seveda tudi potrpežljivosti pacientov. Tako da mislim, da bo treba predvsem se lotiti tega, na kakšen način zagotoviti zadosti kadrov in prepoznati, koliko teh kadrov sploh je. Pa da bo seveda nekdo premogel toliko karizme, da mu bodo verjeli tako ljudje kot zaposleni. Ne more mimo reorganizacije nujne zdravstvene medicinske pomoči. Vlada predlaga nekatere spremembe v zdravstvenem domu Kamnik. Ste bili precej glasni in ste proti nekaterim zadevam. Zakaj? Mi smo predvsem velike dvome do reorganizacije nujne medicinske pomoči polagali, tudi zaradi naših slabih izkušenj. Že iz leta 2015 se ta nujna medicinska pomoč vsakeč, ko se zamenja minister, se to na nek način reorganizira. Mi smo prepričani, da na našem terenu nujna medicinska pomoč deluje dobro, da ne rečem odlično. Zmotila nas je razporeditev satelitskih urgentnih centrov. Je pa res, da smo zdaj se ravno vračali sestanka na Ministrstvu za zdravje, kjer pa so nam zagotovili, da ta rešitev za zdravstveni dom Kamnik, ki jo je prinašala ta uredba, da ni samo začasna, se pravi ne samo za čas trajanja uredbe, to je 1 leto, ampak da je nujna medicinska pomoč v Kamniku strateško prepoznana kot neka dolgoročna lokacija, kjer mora biti 24 ur na dan, 7 dni v letu prisoten zdravnik. Tako da moram reči, da sem jaz zdaj po tem sestanku precej bolj optimističen, kot smo bili vse do zdaj. Gotovo pa je nekoliko nenavadno, da se morate vedno, ko pride do takšnih in drugačnih soliranj strani predstavnikov vlade, tako glasno odzivati, ne da bi vas pred tem kaj povprašali.
Ja, mi smo se vedno želeli velikega sodelovanja, predvsem preden so se kakšni ukrepi sprejeli, sploh tisti, ki so zadevali nas, pa ne nujno samo nujno medicinsko pomoč, tudi na splošno, da bi bile stvari izkomunicirane drugače, da bi bile predstavljene drugače, da bi bilo to del nekakšne dolgoročne strategije. Tako da bi pa v bistvu vedeli, kaj lahko nekako pričakujemo in da bi tudi mi lahko pač dolgoročno stvari planirali. Take stvari, ki pride tako nekako iz zasede, nam sigurno niso dobrodošle. Kot direktorja zdravstvenega doma Kamnik vas sprašujem, dr. Sašo Rebolj, kako organizirati nujno medicinsko pomoč, da bo ta delovala tudi ob vse večjem pomanjkanju zdravnikov? Po mojem mnenju, kot sem ga že večkrat tudi povedal, je predvsem osnovna težava nujne medicinske pomoči v Sloveniji, mislim, da je predvsem naval na urgentne centre. Tam se res nehumano dolgo čaka, ne glede na to, s kakšne stanje si ti tja prišel. Jaz mislim, da predvsem v velikih mestih manjkajo filtri, ki bi prefiltrirali pacienti, ki sodijo na nek sekundarni nivo, na neko sofisticirano medicinsko obravnavo, pa na tiste, ki z nekim razmeroma enostavnim pregledom, ki so lahko z enostavnim pregledom nekako ozdravljeni oziroma dobijo neko ustrezno terapijo in grejo domov. Tega predvsem v velikih centrih ni. Druga težava teh centrov je seveda so odhodi zdravnikov oziroma kadrovske težave. Kadrovske težave so seveda tudi posledica tega, da so delovni pogoji in razmere, lahko rečem, nehumani, pri tistih obremenitvah, ko ti moraš v eni noči pregledati desetine pacientov in se vrsta pred vrati ni nič skrajšala. Tako da mislim, da bi bilo tle res nujno potrebno, da se uvede nekakšen filter. Ta filter predvsem mislim na enote, kot so včasih že bile, razne splošna nujna medicinska pomoč, nekakšne dežurne ambulante, ki bi večina tistih stanj, ki morajo biti sicer pogledana, niso pa nujno v smislu ogroženih življenj, lahko razmeroma hitro obdelala in obravnavala in ne bi obremenjevala nekih internistov in kirurgov v urgentnih centrih. Dr. Sašo Rebolj, iskrena hvala za pogovor. Vse dobro. Ja, malenkost, hvala tudi vam. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse v tokratni vroči temi. O zdravstvu smo govorili. Iskrena hvala, ker ste nas spremljali. Če ste oddajo zamudili, jo najdete na našem YouTube kanalu ali pa se naročite na tiskano izdajo našega tednika Domovina ter tako podprite neodvisno novinarstvo. Želim vse dobro.